že na začetku in potem na koncu še enkrat ponovila, razpravim seveda na vsa dogajanja, ki so nekako v okviru, bom rekla, zaključevanja tega projekta, v katerega smo tudi unesli, torej tretji dan Kaštelirjev. Kot veste, smo imeli prvega tukaj v Štanjelu, drugi je bil v Kortah na Dizelu in danes z tem tretjim dnevom Kaštelirja tudi nekako slovesno, lahko rečem, zaključujemo ta projekt. Uvodoma bi kot vodja predvsem povedala, da nam je žal COVID tudi nam vzel eno leto časa. Tako da, kolikoli smo se v bistvu vmes trudili in pridno delali, je pravzaprav nekateri dosežki se dokončujejo, izpopolnjujejo, nadgrajujejo še v teh dneh. Tako da za nekatere vam bomo še povedali, sicer da vam jih pokažemo, ampak da pravzaprav so res neke primerne izvedbe in da prosimo celo za pripombe. Drugi pa so seveda že dokončani in bomo danes tudi večino pravzaprav predstavili. Današnji dan je zamišljen tako, da bi vam do 11:30, ko se bo začela tiskovna konferenca, bi vam radi kratko predstavili dosežke projekta, kaj pravzaprav smo mi vsi naredili skupaj. S projektnimi partnerji smo se dogovorili, da to izvedem jaz še za nekaj sodelavci, ker seveda, bom rekla, res časa ni toliko, da bi, bom rekla, da bi vam res cel dan to predstavljali, ampak pravzaprav je res danes namen to, da vam damo ključne informacije, da veste, kaj lahko pri nas pravzaprav od danes dalje lahko rečemo najdete in v katerih zadevah pa zadeva zanima, kje boste lahko nadgrajevali, pravzaprav kaj vam bo, bom rekla, v interesu, da se tudi povežemo v prihodnost. Izredno sem hvaležna za ta obisk, večina vas je tukaj že, bom rekla, vas je bila pri podpisu pisma o nameri, danes se vas je večina ponovilo. Zaradi ukrepov, lahko rečem, naj se kar pohvalim, da je preko 60 deležnikov že pokazalo interes za vstop v konzorcij, kar pomeni, da je ta tema še kako pomembna in kako aktualna, vendar danes smo pač morali omejiti število podpisnikov iz znanih razlogov, povabili smo projektne partnerje, povabili smo pridružene partnerje in pravzaprav še nekaj društva oziroma nekaj naših zunanjih sodelavcev, ki so res z nami garali 3 leta, lahko rečem. Tako da, kot sem rekla, 11:30 bo tiskovna konferenca, potem bo podpis tega konzorcija slavnostni, na kar bomo mi pravzaprav šli poizkusiti prazgodovinsko, kako ne rečem, kulturno malce, skratka, prazgodovinsko jed na dvorišče, torej grajsko dvorišče. In po kosilu vas seveda vabim na tudi premierno vodenje vodičke, naše vodičke Nataše z našim virtualnim vodičem, tako smo mu rekli, Avikom, torej dečkom iz slikanice, ki bo v tej virtualni prezentaciji oziroma pač aplikaciji tudi oživel in vam bo pripovedoval, ker je ostal nekako pozabljen v prostoru in času iz prazgodovine in vam bo pripovedoval, kaj se je dogajalo v Štanjelu od prazgodovine do danes. Tako da ostanite z nami, popeljal nas bo vse do Kobdilskega stolpa, tam bo približno, mislim, da okoli 2, ki sem že vse ure malo, bom rekla, pozabila. Skratka, bomo še vas seveda sproti podarjali, okoli 2, torej ta otvoritev gledalice, otvoritev Kobdilskega stolpa in razstave, na kar bomo še seveda od tam šli pogledati, kaj se je v tem projektu naredilo na gledanici, torej na vrhu, na turnu, rečejo domačini, in tam bomo še imeli eno tako prazgodovinsko jačo in potem se pravzaprav ta uradni del današnji tudi konča. Tako da vas vabim, da če vam je le dano, da ostanete z nami do konca. Sedaj pa seveda, kot se spodobi, besedo dajem županu Eriku Modicu, seveda bom rekla tudi predstavniku vodilnega partnerja, ki se mu, bom rekla, nekako v zaključku projekta tudi zahvaljujem za vso podporo, za razumevanje in tudi predvsem za zaupanje. Pustil nas je, da smo pridno delali in to veliko kar v projektu pravzaprav pomeni največ. Tako da, Erik, besede je tvoje. Torej, lep pozdrav v Štanjelu, kjer se prepleta. Lep pozdrav tukaj v Štanjelu, kjer se prepletajo naravne vrednote in kulturna dediščina. In prav v teh dneh je ta Štanjel tudi zelo prazničen.
Ne zaradi tega, ker imamo v nedeljo občinski praznik, ampak predvsem zaradi festivala Gledanica, zaradi projekta Kaštelir. Tukaj se je začel projekt leta 2018 in tukaj se tudi nekako zaključuje ta uradni del projekta. Sem pa prepričan, da bomo še dolgo časa koristili te pridobitve, ki smo ga dobili iz tega projekta. Projekt je pa za nas zelo pomemben, zato ker smo lahko združili strokovnjake, znanost na eni strani in potem, dajmo reči, občine, lokalne skupnosti, ki smo bolj aplikativno usmerjeni. In nekako je tukaj, kar je zelo pomembno, je to, da je prišlo bolj v to splošno zavest, da v bistvu na tem območju Krasa, Brkinu, Istre, da imamo že več tisoč let do visoko razvito kulturo. Strokovna znanost je to poznala in to vedela za te stvari, splošna javnost pa ne. In mislim, da je to velika pridobitev. Zato, da se tudi naši občani, prebivalci bolj zavedajo pomena te kulturne krajine, da vedo, da je to že več tisoč let in da je treba tudi ohraniti to kulturno krajino. In zato, ker to pomeni tudi, če gremo zdaj na to aplikativno stran, da pridobimo nek nov turistični produkt, ki ga bomo lahko tudi tržili in s pomočjo kulturne dediščine denar vračali nazaj v to, da bomo lahko ohranjali to kulturno dediščino, tudi za naše zanamce. Zato sem zelo hvaležen tukaj vsem, ki ste sodelovali v tem projektu Kaštelir, še posebej tudi vodje projekta, ki je ogromno časa vložila v to zadevo, čudovito povezovala te 2 leti in pol, oziroma 3 leta, smo podaljšali. In tako da, mislim, res pohvala vsem. Kot veste, jaz nisem dolg v teh predstavitvah, zato ker mislim, da znajo drugi bistveno bolje povedati srž teh zadev in bom zato tudi prepustil tukaj oder strokovnjakom. Še enkrat pa vas vabim, ne samo danes, tudi tisti, ki boste imeli čas, da pridete jutri in v nedeljo. Tukaj se bo odvijalo ogromno zadev, jutri bomo odpirali tudi Škatlovo pot. To je pot, ki bo tukaj okoli Štalina vodila predvsem mlade, to pomeni najmlajše, starše, družine in ki bo tudi skušala na ta način promovirati te naravne vrednote in to zavedanje v naši bogati kulturni krajini. In v nedeljo seveda festival Gledanica se zaključuje z številom prireditev, tudi tak klasični venček Svetega Ivana in začeja tudi glasovanje. Tako da pridete, sigurno vam ne bo žal in uživate tukaj v Štanelu. Danes pa vam želim uspešen potek razprav in se vidim potem tudi po posameznih drugih točkah, potvoritev in tako naprej. Hvala. Kot je župan povedal, tako z venčki, če poenostavim z glasbo, z našo galerijo Kamenica tukaj v Štanjelu in tudi še z številnimi drugimi škratnicami, nekaj je bilo povedano in skratka mislim, da je res en tak luškan festival nastal iz tega. Torej, moja dolžnost je sedaj, da vam nekako na hitro predstavim, kaj je bilo v tem projektu narejenega in tudi nekako nastavim stvari, bom rekla za naprej, da nastavimo stvari za naprej, ker seveda prav z današnjim konzorcijem je nemogoče reči, da se bo projekt končal, da bo končal predano, ne bo, ker ko podpisujemo konzorcij z našimi, bom rekla, kolegi iz občin, iz drugih institucij, znanstvenih in ostalih, tudi se nekako zavezujemo, da bomo pravzaprav s to temo nadaljevali. Začela bi povedala bom tako, današnji dan je pravzaprav tudi predstavitev, kako bi rekla, zaključni dogodek tako za Komen, za občino Komen, kot tudi za vodilnega partnerja. Zato se bom jaz potrudila, da bom res večino zadev povedala tako kot, rekla, vodilni partner, tudi za ostale partnerje, kakšna fotka bo pa več od Komna, ne zaradi tega, ker pač je to tudi zaključni dogodek Komna. Tako da, samo zato bom pa povsod povedala, kje so se enake zadeve odvijale tudi v drugih okoljih, s tem, da nekaj o drugih okoljih bodo povedali tudi naši projektni partnerji na tiskovni konferenci in zato pač ne bom tega izpostavljala, da se ne ponavljamo. Tako, jaz bi začela pravzaprav s to čudovito fotografijo, oziroma z dvema, ki ponazarjata to dediščino, ki je bila pravzaprav nam položena v projektu v spredje, na kateri so slonele vse naše aktivnosti. Torej, fotografije niso izbrane naključno, zato ker pravzaprav smo srečevali nekako v času projekta 2 vrsti gradišč, torej kašteljerjev.
Eno so bila gradišča, ki so bila nekako ves čas poseljena, tak primer je Štanjel, Tomaj, drugo pa so bila gradišča, ki so seveda poselitve vmes, nekako bom rekla, se prekinile in so ostala seveda v nekih naravnih oblikah, bi lahko rekli, in tak primer je ta fotografija Debele Griže. Oboje, bi rekla, pravzaprav na nek način zanimivo. Štanjel in podobna gradišča, ki so nekako zakopana globoko v zemlji, pod nami, so zanimiva zato, ker jih lahko z sodobnimi, bom rekla, multimedijskimi aplikacijami pravzaprav povlečemo nekako ven in jih drugače prikažemo, tako pa, ki jih vidimo v naravi, seveda imajo tudi svoj čas. Mogoče še samo to, torej na začetku je bilo kar nekaj, bom rekla, naporov, da smo prepričali javnost, zakaj akronim Kaštelir. Jaz danes želim to ponoviti, na začetku smo tudi tako začeli, da je bil izbran akronim Kaštelir zato, ker je to pravzaprav ime, ki je v uporabi v delu Istre in torej v delu Hrvaške in v delu Slovenske Istre, ostali večinoma uporabljajo besedo gradina in gradišče, da pa z besedo Kaštelir pravzaprav povemo neposredno z eno besedo, o čem govorimo. Torej opredelimo in čas in prostor. Torej, v bistvu Kašteliri so tisti, ki so vezani torej na območje, tako kot smo mi rekli od Krasa do Kvarnerja, ki so povezani z Suhim zidom. In tako kot rečejo, recimo, če bi rekli samo prav zgodovinska gradišča, seveda na Štajerskem imajo gomile, to je njihov izraz, tako pač pri nas so Kašteliri in zato pravzaprav je tudi ta akronim izbran. Mislim, da se je zdaj že nekako prijel in da so vsi razumeli, kakšen je bil ta namen. Začeli smo, torej, kot je bilo že rečeno, v letu 18, z neko, bi rekel človek, z nekim nahrbtnikom, lahko rečem, 550 gradišč, od Krasa do Kvarnerja. In ko smo mi začeli pravzaprav naštevati, katera so tista, ki bi jih lahko povlekli iz pozabe, smo ugotovili, da jih je mogoče 5 takih, ki so že namenjena turizmu v naravi, med drugim tudi Debela Griža in Korte, recimo, in pa lahko, ne vem, izpostavimo v Hrvaški Istri zelo poznani Nezakci in Munkodonjo, in skoraj, da bi lahko rekla, da se tukaj konča. Tako da več bo povedanega, kako smo pravzaprav prišli do teh 20 ključnih gradišč v nadaljevanju, ampak žal smo morali, torej kot pravim, startati iz tega, da je teh 550 gradišč bilo več ali manj zapuščenih in pozabljenih od vseh. Torej, da je naša kulturna dediščina, na kateri temelji turizem v Grčiji, na Siciliji, kjerkoli po svetu in je mogoče celo na trenutke bolj bogata, je pravzaprav pri nas ne samo neizkoriščena v trajnostnem turizmu, ampak celo pozabljena in zanemarjena. To je bila, kar bom rekla, huda popotnica in zato je bila seveda najbolj si predstavljate tudi naša naloga pravzaprav kar velika. Torej, rdeča nit je bila to, da mi pravzaprav določene ostanke gradišč, ki jih lahko seveda evidentiramo, da jih iz bronastne in železne dobe, da jih pravzaprav nekako oživimo, da jih spromoviramo, da nekako opozorimo na nje in opozorimo hkrati tudi na, bomo rekli, sedanji način življenja, ki je temeljil, bom rekla, na, pravzaprav bi lahko rekla, no to bodo strokovnjaki, potem botaniki več o tem povedali, ampak takrat je temeljil torej na zdravi prehrani in na vsemu temu, čemu se hvala Bogu danes ponovno vračamo. In tudi boste videli, da ta prazgodovinska jed, ki jo pa mi bomo ponudili, je pravzaprav ena taka jed, ki jo mi še danes poznamo, oziroma jo vse raje imamo, kar je dober znak, ker se dejansko na marsičem vračamo nazaj. Torej, imeli smo 3 stebre, en je bil arheologija, gradišča, drugi steber je bil preko tega načina življenja, preko tega, kar se najde v arheoloških ostankih, da se vrnemo, torej bom rekla, na botaniko, na drugi steber, na botaniko in etno botaniko, in tretji steber, torej, da vse to, kar bodo strokovnjaki v prvih 2 stebrih pripravili, da vključimo v trajnostni turizem. No, o projektnih partnerjih je bilo tudi že nekaj govora, torej vodilni Komen, projektni partnerji so bili še Izola, občina Izola, 2 fakulteti Univerze v Mariboru in Iris, na hrvaški strani Istrska županija, občina Moščenička Draga in Lanišče in park prirode Purka. Imeli smo tudi številne pridružene partnerje, jaz moram reči, da smo z nekaterimi pač res odlično sodelovali, te dneve velikokrat ponavljam, celo neobičajno dobro, z muzejem iz Kopra in z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz enoto Nova Gorica. Ta 2 pridružena partnerja sta nam stala res strokovno nenehno ob strani
in seveda danes ima izrekam posebno zahvalo. Prav tako so sodelovali tudi druge občine, nekatere celo, ne vem, če izpostavim Kozino, razvijali svoje gradišče v tem času in to nam je nekako šlo na roko, da danes, ko bomo govorili o tem, kar je pravzaprav ustanovljeno, kar bo danes nekako formalno ustanovljeno, torej čezmejna destinacija prazgodovinskih gradišč, torej dežela gradišč Kaštelirjev. Seveda je sedaj, bom rekla, zelo lepo, ker vidimo, da so tudi drugi partnerji pač prišli do točke, ko lahko vključujejo seveda tudi svoje gradišča bolj intenzivno v to deželo. No, pripravljen je bil botanični itinerarij, torej to deželo sestavlja botanični itinerarij, arheološki itinerarij in mi mu rečemo enostavno turističen, kjer je steber tako pač festivali, kot vsi drugi seveda turistični produkti. Bile so izvedene številne izobraževanja, številne delavnice, zato se strinjam županom, sem prav prepričana, da smo v določenih okoljih, kjer smo bolj intenzivno delali res, dali prebivalcem nova znanja, potem bo tudi, bom rekla, beseda vodnikom, jaz sem prepričana, da tudi z vodniki smo odlično tako na hrvaški kot slovenski strani izpeljali to svojo nalogo prenosa znanja nanje in seveda tudi mislim, da je pomembno izpostaviti druge dosežke v vseh 4 centrih, torej AR aplikacije, torej obogatenje resničnosti, mobilno aplikacijo, digitalni vodič, ki še nastaja, botanični vodič, se jih bomo še pokazali, slikanico, glasbo in drugo. Naše delo je temeljilo na res na primerih dobre prakse, tako v tujini, kot tudi, lahko rečem, tudi domača dobra praksa, ker imamo pač poleg kort, torej tudi dobro prakso, tudi na Debeli Grižini, Zakonom, Kodoni in podobno. Torej, to je bila prva naša, lahko bi rekla, slikca, ko smo se prijavljali na projekt in jaz mislim, da jo lahko prav pokažem tudi zdaj na koncu, ker očitno smo si dobro zamislili zadevo in danes je pravzaprav to nekako v mobilni aplikaciji, to zdaj srečamo. Torej, nekako bi lahko rekli, da nam je šel pravzaprav res vse po načrtu. Kljub enemu ki nam ga je vzel COVID. Torej, tukaj govorimo o tem, da smo vzpostavili 4 infointerpretacijske točke, torej seveda v vseh teh 4 nosilnih občinah, torej v občini Izola je to v Kortah, v občini Komen je to v Štanderu, v občini Lanišče je to v Račji vasi oziroma v Rašporju in v občini Moščenička Draga, v centru Moščeničke Drage in na gradišču Ozina. To so naše 4 točke, vse imajo zunanje in vse imajo notranji infointerpretacijske centre. In seveda v njih smo vključili po našem načrtu tudi 24 gradišč na slovenski strani in 24 na hrvaški. Poleg tega pa seveda 8 botaničnih poti, naravno in kulturno dediščino dodatno in uspelo nam je ob poti vključiti tudi že ponudnike. S tem seveda mi nekako danes, bom rekla, to aplikacijo dajemo v življenje, vendar dela še veliko, ker bomo seveda vse to nadgrajevali in tudi še dodatne vključevali tudi dodatne, predvsem dodatne ponudnike, ker je to bil pravzaprav pravi namen, da naš obiskovalec gre na mobilno aplikacijo, kar bomo danes tudi videli in nam bo už predstavil in potem seveda se sprehodi, gre od Kaštelirja do Kaštelirja, uradno s kolesom, dober kolesar zato potrebuje 7 dni. Ampak to seveda ni bil namen, ker to so prav odseki po kolesarskih poteh. Namen je bil, da si vsakdo izmed vas izbere točke na tej poti, da jih obišče in da se odloči, da pogleda kaj takega, kot se zdaj dogaja v zadnjem času na Nišču, ko je veliko ljudi, ki je videlo mobilno aplikacijo, tudi zdaj na festivalu, prišlo iz Koperskega in so rekli, to pa moramo videti. Tako da, to je bil pravzaprav namen. Tako da najprej, bom rekla, Uroš, nam kar temi, da bi staviš pa. Hvala, lep pozdrav vsem udeleženim. Jaz bom predstavil primer, kako smo v projektu Kaštelir uporabili informacijsko tehnologijo za prikazati vsebine, ki so bile razvite v projektu. Kot je Astrid omenila, smo imeli 3 stebre, spravi arheologijo, botaniko in turizem. Strokovne vsebine iz arheologije in botanike so bile potem prelite v botanični del in ta aplikacija predstavlja enega izmed teh načinov.
Se pravi, vsebine v aplikaciji so razdeljene v 3 sklope. Kašteljer Road predstavlja vsebine pa je predstavljala Kašteljer Road. Se nam pač pojavi seznam 15 arheoloških poti, ki predstavljajo v bistvu kolesarske poti, enodnevne kolesarske poti za nekega poprečnega uporabnika, se pravi nič iz začetnika. Kot primer bom zdaj odprl okrog komenskih gradišč. Tako in tukaj se vidi, se pravi, imamo okrožno pot med gradišči, se pravi, občin Komen oziroma v bližnji okolici. In se pravi, vsako gradišče, ki smo ga obravnavali v projektu, je označeno z ikono. Če kliknemo recimo na gradišče Debela križa, se pravi, se nam odprejo podatki iz omenjenega seznama in tudi seveda slikovno gradivo. Aplikacija je zastavljena tako, da se bo seveda ves čas lahko tudi nadaljevanje dopolnjevala, spreminjala, dodajala se bo lahko nova gradišča. Tako da gre za nekako živo aplikacijo, ki ne bo obstala s koncem projekta, ampak se bo osveževala. Če pogledamo malo še gradišče v Štanjelu, je označeno z malo drugačno ikono. To pa zaradi tega, ker so vsa 4 gradišča, ki so bila kot glavna gradišča obravnavana v projektu, so označena drugače. Se pravi, občina Komen je sodelovala z glavnim gradiščem, se pravi v Štanjelu. Se pravi, gradišče Gledanica, ki se nahaja na Turnu, se pravi, to je hrib v starem delu Štanjela. In prav tako imamo tukaj podatke o arheološko gradivo in pač pripadajoče fotografije. Liderje in za vsako gradišče. Pač vse, kar je bilo najdeno tudi v bližnji okolici, kakšne arheološke najdbe in tako naprej. Se pravi, na enak način so potem zajeta tudi druga gradišča, se pravi, se gibamo od Krasa proti Istri, se pravi, gremo mimo Škocjanskih jam, recimo, kjer smo tudi zajeli gradišče, Škocija. In enako tako naprej, se pravi, tudi za hrvaški del, če pokažem recimo celo območje z vsemi vključenimi potmi in gradišči, se pravi, to zgleda nekako tako. Zdaj, kot sem omenil, so v to aplikacijo bile vnešene tudi botanične poti. Vnešenih je 8 botaničnih poti. Vsaka izmed 4 občin, ki so sodelovali v projektu, ima na svojem območju 2 botanične poti. Eno krajšo pot in eno daljšo. Če pogledamo spet primer občine Komen, se krajša pot, botanična pot giblje okoli v naselju Štanjel. In na njej so podatki se pravi, 2 vrsti podatkov imamo o teh poteh. Eno je podatki o sami poti, trajanje, dolžina, vzponi in fotografije o tej poti, ki so jih, kot omenjeno, zbrali botaniki iz Univerze v Mariboru.
Potem imamo pa še druge vrste podatkov, ki so pa vezane prav na konkretno lokacijo, kjer so bili najdeni kakšne zanimivo rastlinje. In se pravi, tudi tukaj imamo fotografije, ki so vezane na konkretno lokacijo. Daljša botanična pot je v primeru občine Komen speljana iz Štanjela do Komna, gre za krožno pot in na njej so ravno tako pač zbrani podatki o zanimivem rastlinah, ki so bile najdene na tej poti. Zdaj, v aplikacijo smo dodali tudi druge podatke, spravi, ki so zanimive za turiste, kot so recimo kulturna dediščina, naravna dediščina, infotočke, lokalna ponudba, turistična gostinska ponudba in namestitev. Pri teh smo izhajali iz tega, da smo zbirali samo podatke, ki se nahajajo v 500-metrskem pasu levo in desno od teh naših kolesarskih poti. Zdaj, na začetku sem pozabil še omeniti, da je bil ta aplikacija bila kot projektni dosežek Istrske županije, našega projektnega partnerja. In dostopna je tudi kot mobilna aplikacija za sisteme Android in za iPhone. Toliko za enkrat, kratka predstavitev. Dajem besedo nazaj, Artris. Hvala. Nadaljujemo torej z temi dosežki. No, ena od ključnih zadev, v kateri smo dali pozornost, je bil pravzaprav seznam gradišč, ki zajema tako slovenski, torej kot hrvaški del, kot sem že povedala, 24 na slovenski strani in 24 na hrvaški strani. In lahko bi rekla, da je bilo to kar eno, po mojem oceni na začetku se mi zdelo, da bo zelo enostavno, ker pač v Sloveniji imamo ta register kulturne dediščine, da bomo mi pravzaprav zelo hitro prišli do tega seznama. Potem smo se srečali najprej s problemom, da Hrvaška nima in smo bili zelo zadovoljni, ker je prav Moščenička Draga prvič pravzaprav za liderjem, ki ga je naredila v tem projektu, sploh ugotovila, katera gradišča ima, tega niti ni vedela. V Rašprju pa smo tako ali tako že v prijavi projekta nekako, bom rekla, Slovenci skupaj z njimi poskrbeli za to, da so sploh registrirali to kot kulturno dediščino, da so sploh lahko vstopili projekt. Tako da zadeva ni bila enostavna z tega vidika, pravim, ker imamo popolnoma drugačne evidence. Drugo pa, kar je, seveda tudi sedaj imamo že kar, bom rekla, iz terena prošnje, da začnemo dodatna gradišča ustavljati v ta seznam. Mi smo se odločili, da bomo sedaj najprej stopili k našim, bom rekla, sosedom, kolegom in da bomo poskušali še dodati že obstoječe infotočke, kot so naprimer zdaj Želnitski park in pa Škocjanske jame, tako kot bom rekla neko temeljno gradišče. V drugi fazi pa bodo morala tudi gradišča, ki bodo želela priti na ta seznam, iti skozi pot, ki so ga dala ta gradišča, ki smo jih imeli. Tukaj je imelo pomembno vlogo, bom rekla, tako to, v kakšnem stanju so, predvsem pa kako se z njimi upravlja. Jaz vabim Mašo, da pove par besed, kakšno delo je bilo tukaj upravljeno in kako so ta gradišča prišla med teh 48. Astrid, najlepša hvala za besedo. Skratka, tu si že sama povedala na začetku, Slovenija ima zelo dober register nepremične kulturne dediščine, šli smo v bistvu po občinah in izpisovali prazgodovinska najdišča. Tukaj mislim, da je Univerza na Mariboru naredila in potem je tak spisek in pregled prazgodovinskih naselbin, ki se jih da zelo enostavno najti v samem registru. Seveda pa je tukaj tudi ključna Patricija Bratina iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker seveda oni razpolagajo z najnovejšimi podatki, ki še niso niti vnešeni v register. Zelo pomemben kriterij je seveda dostopnost, ohranjenost,
in tudi infrastrukture v okolici samega najdišča. Ni smiselno, da v tej fazi predstavljamo najdišča, ki v bistvu sploh niso dostopna, ali pa da so tako ogrožena, da v bistvu bolje, da jih ne predstavljamo javno, ker seveda potem predstavlja nevarnost tudi, bom rekla, za tako imenovana plenjenja. Zdaj, mogoče za upravljanje, kot si rekla, sam projekt je imel eden izmed pomembnih stebrov, je seveda soupravljalski načrti. Kot vemo, slovenski zakon ima, se pravi ZVKD-1, ima seveda opredeljeno, da morajo, bom rekla, arheološki parki imeti tudi upravljalca. Zakaj? Zato, ker se pogosto zgodi, da recimo obnovimo arheološke strukture ali pa vzpostavimo nek arheološki park, ali pa, bom rekla, tudi druge, ne samo arheološke, recimo dele kulturne dediščine in brez upravljalca to začne propadati. Upravljalec je osnova, da bo to najdišče v prvi vrsti se ohranjalo, se pravi, v prvi vrsti je varovanje kulturne dediščine in potem seveda tudi se vzdrževalo in razvijalo programe in živelo naprej. Tisto, kar je zelo pomembno, kar je seveda tudi naša izkušnja, imamo tudi direktorja Pokrajinskega muzeja Koper z nami danes, je, da predvsem bodoči upravljalci, se pravi, že ob ustanavljanju arheoloških parkov ali drugih, bom rekla, parkov kulturne dediščine, sodelujejo z lokalnim prebivalstvom. Lokalno prebivalstvo mora ta bodoči, bom rekla, park razumeti kot svoj in biti neposredno vključeni v samo dogajanje, samo nastajanje in tudi povedati svoje želje in svoje vizije. Brez tega, žal, bomo vedno ostali na različnih bregovih, kar se tudi pogosto dogaja pri stroki, seveda zato, ker stroka ima pač neko videnje, lokalni prebivalci ali pa recimo gospodarstvo pa povsem drugo videnje. Tukaj mislim, da je zelo prišlo do res lepe kohezije. Mislim, da v vseh štirih kaštelirjih, recimo Rašpor lahko omenimo, ki dejansko sploh niti ni bil vpisan v seznam kulturne dediščine na Hrvaškem in je v bistvu s tem projektom dejansko postal kulturni spomenik in mislim, da se tudi zelo dobro razvija naprej. Prav tako recimo na Moščenički Dragih dela Ozida, ki prav tako je šlo za najdišče, o katerem se je nekaj vedelo, pa ne dosti in sedaj seveda dejansko je pripravljeno, da bo dejansko lepo zacvetelo. Mogoče samo še toliko, kako smo prišli do Hrvaške. Na Hrvaškem je doktorica Klara Buršič, ki je dejansko naredila popis vseh kaštelirjev, ki je danes tudi znani in jo lepo pozdravimo. Popis vseh kaštelirjev in je tudi sama dejansko šla na teren in tudi vse pogledala, tako da dejansko je stanje, katerega je potem opisala v svoji knjigi, realno gre v bistvu za neke vrste revizijo Markezetijevega dela, popisa teh kaštelirjev, tako da je tam v bistvu bila že osnova za seznam na Hrvaškem. Hvala. No, tukaj imamo pač primer, kako so nastajali ti arheološki parki. No, kar pa bi želela pač povedati iz teh arheoloških parkov, torej iz arheoloških, bom rekla, takratnih naselbin, so pravzaprav nekako nastajale te naše zunanje točke. Jaz sem povabila tukaj v besedi Natašo Poljenc, ki je sodelovala in bo nekako v imenu cele ekipe, ki je sodelovala pri pripravi te zunanje točke, bom pa kar povabila, ker smo malo, bom rekla, da bomo hitri, še potem notranjo točko, ker pač je bila to pravzaprav nekaj čim enaka ekipa v Komno in želim povedati to, torej, evo Nataša, želim povedati to, da je pravzaprav na enak način nastala zunanja točka, kot sem že prej povedala, na vseh še treh ostalih centrih. V dveh Hrvaških in še v Sloveniji, to je še v Kortah. Zelo bom rekla preslikava te zgodbe, ki jo sedaj pač na primeru Komna torej predstavljamo. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zelo sem vesela, da smo dejansko danes tukaj, namreč še kar nekaj aktivnosti je potekalo še ta teden po spletu, tako da je lepo, da smo se lahko zbrali na točki in da lahko stvari vidimo in si izmenjamo tudi v živo. Kot je Ante že povedala, je bil del projekta tudi ureditev tako imenovanih informacijsko-interpretacijskih točk. Zdaj, kaj to je?
To so točke oziroma lokacije, kjer naj bi tisto dediščino, ki je bila že strokovno obdelana oziroma že evidentirana, predstavili na način, da jo lahko razumejo navadni ljudje oziroma navadni obiskovalci. In kaj s tem naredimo? S tem kraju, kjer se te točke nahajajo, oblikujemo novo tudi turistično ponudbo. Če pustimo zdaj osveščanje prebivalcev in še vse ostale stvari, ki so seveda tudi zelo pomembni. V Štanjelu sta bili izbrani oziroma določeni 2 točki, tako kot na drugih lokacijah. Zunanja točka je predstavljala območje, ki naj bi se v okviru projekta na nek način uredilo in interpretiralo. V tem konkretnem primeru je šlo za vrh Štanjelskega hriba. Štanjelsko gradišče je obsegalo nekako teritorij, ki je najverjetneje zelo podoben temu, kar predstavlja danes srednjeveški, znani srednjeveški ali pa tudi celo sedanji Štanjel. Zgornji del hriba pa je tako kot vedno v teh naseljih v tistem času predstavljal tako imenovano akropolo, Štanjelsko akropolo. Zdaj, ko rečem besedo akropola, vsi pomislimo na Atene in na templje, ampak gre za enostavno termin akropolis, zgornje mesto, ki je v vseh teh naseljih imelo poseben pomen. Zdaj sem vam tudi že malo časovno opredelila, tudi jaz sama sem imela kar nekaj časa težave, da sem si plastično predstavljala, kje pravzaprav smo, posebej zaradi termina prazgodovina, ki ga pač ti daje neke druge asociacije, namreč prazgodovini si predstavljaš bolj zelo take primitivne ljudi, jamska prebivališča in podobno. V šoli smo se v tem obdobju učili kot v starem veku. In kraška gradišča so časovno umeščena nekako v čas stare Grčije, zdaj govorim zelo poenostavljeno, nekako med Egipčane in Rimljane. Zato si predstavljate. Zdaj, če to povem, če se spomnite na film Troja in kako so bili tam ljudje oblečeni, kakšne prebivališča so imeli, kakšno posodje so imeli, je slika malo drugačna kot mogoče samo v besedi prazgodovina. Astrid ima verjetno na sebi zapestnico, ki je in prstan, ki sta replika histrskega nakita. Jaz sem si dala tudi danes nekaj tazga, kar ni replika histrskega nakita, je pa po obliki podobno, je prišlo pa iz Splita. Mogoče je bilo od Liburnov ali pa od kakšnega drugega ljudstva iz tistega obdobja. Skratka, če se vrnem v Štanjel. V Štanjelu smo rekli v redu, fokusirali se bomo na ureditev te zgornje točke gledanca in, kar še nisem omenila, bom potem povedala, tudi notranje interpretacijske točke, za katero je bil izbran Kobdilski stolp. Bom pojasnila potem kasneje. Zdaj, ko sem razmišljala, moja naloga je bilo povezati to strokovne vsebine, jih na nek način interpretirati, tudi prostorsko umestiti, zato da lahko potem služijo ljudem oziroma turistični ponudbi kraja. Ko sem začela se z zadevo ukvarjati, sem si najprej zamislila, kako bo nek obiskovalec do teh točk sploh prišel, oziroma kaj v Štanjelu obiskovalec ali pa in tudi ponudnik v končni fazi potrebuje, zato da bo to dediščino ali pa Štanjel sam bolje razumel, kot ga lahko razume ali kot ga je lahko razumel, ko se je ta projekt začenjal. Namreč, gledanca je takrat predstavljala degradirano območje, v veliki meri zaraščeno, težko dostopno, kar je še danes problematično, ampak stvar je že je v pripravi tudi drugačen dostop. Jaz sem sama tudi takrat že včasih vodila po Štanjelu in sem se recimo odločila, da sem šla skupino na gledanco, kljub temu, da je res fascinanten prostor z 360-stopinskimi razgledi, samo izjemoma takrat, ko so bili ljudje ustrezno športno opremljeni in sem presodila, da so sposobni dostopa. Kakšno je pa stanje danes? Gledanca je danes popolnoma nov prostor, kjer se lahko ponuja nova štanjelska vsebina oziroma nekaj popolnoma novi programi. Zgornji celotno teme hriba je urejeno, očiščeno. Glavna atrakcija tega, ali pa glavna znamenitost tega prostora, to je tako imenovani stolp gledanca, kar že tudi nekaj pove, stolp za gledanje, oziroma domačini rečejo ledenica, oziroma mogoče iz besede, ko rečeš po domače, glej, rečeš ledi.
No, skratka, stolp je bil ne rekonstruiran, ampak konzerviran v stanju, kakršnega smo podedovali iz preteklosti, urejen in omogočila bo tudi dostopnost vanj, tako da se bo lahko vanj vsakdo povzpel. Boste potem videli tudi sami, kakšno je stanje na terenu. Na drugi strani je seveda prostor res poseben, nima zastojni imena Akropola, čeprav je bil razumljen zelo kot stransko oziroma zadnje dvorišče Štanjela ali pa celo prostor, kamor se je dejansko odlagalo gradbeni material pri zadnjih prenovah. Prostor je fascinanten, kot že rečeno, ponuja izjemne razglede, to je tudi bil razlog, zakaj so se že ta prastara ljudstva s tem prostorom sploh ukvarjala in po drugi strani, zakaj Štanjel danes obstaja tukaj, kjer obstaja, ker če te pozicije oziroma te lege na vrhu hriba s takim pregledom nad okolico ne bi imel, Štanjela danes ne bi bilo, oziroma bi se to naselje verjetno razvilo nekje drugje, najverjetneje niže v dolini. Da bi lahko ljudje bolje doživeli ali pa uživali ta prostor, so bile zasnovane te kamnite klopi, ki so bile na prejšnji sliki. Tudi tukaj je bila zadnji kar zgodba, pač želeli smo tudi saj prostor je poseben in močen že sam po sebi in veliko razmisleka je bilo namenjeno temu, kakšne elemente sploh še vnašati, zato da ga ne kontaminiramo na nek način oziroma preobremenimo ali pa usmerjamo pozornost obiskovalcev v tisto, kar je res bistvo tega prostora, na neke nove elemente. In tako so nastali ti kamniti klopi iz kamnitih blokov, ki so seveda govorijo o večni, tako rekoč večni kamnarski tradiciji, kamnoseški tradiciji Krasa, ki se prenaša od prazgodovine, dobesedno od prazgodovine, od teh ljudi, ki so gradili gradišča, do današnjih dni. Klopi so postavljene tako, da valorizirajo glavne poglede, mogoče bi vam kaj več o tem povedala, ko bomo na lokaciji sami. Še pomembno je pa tudi to, da so bile izdelane v okviru višje strokovne šole v Sežani, se pravi, izdelali so jih študenti, ki se dejansko, ki študirajo obdelavo kamna, ki se s tem želijo in bojo tudi poklicno ukvarjali in to ne samo kot navadni kamnoseki, ampak tudi na nekih višjih nivojih in to je spet izjemno dragocena stvar. In tudi oni in kamnarsko znanje je s tem dobilo neke vrste spomenik na tem najbolj svetem mestu za moje pojme v Štanjelu. Zdaj samo še zelo na kratko še o notranji točki. Zdaj, tisto, česar ne moremo povedati, pokazati zunaj, zaradi vremenskih in drugih razlogov, bo pokazano v notranjosti. Kodeljski stolp je ena od zelo zanimivih lokacij Štanjela. Tudi z burno zgodovino, tukaj dobesedno vsak kamen govori svojo zgodbo in moram se prav nazaj držati, da nisem predolga. Gre za nekdanji srednjeveški stolp, reče se mu stolp na vratih, to je njegovo, bom rekla, uradno ime. Zakaj? Zato, ker je bil tukaj verjetno dolgo glavni in edini vhod v štanjelsko naselje, lahko oziroma precej verjetno tudi v prazgodovinskem času. Morda je točno tukaj bil ta glavni vhod v štanjelsko gradišče. Stolp je bil potem večkrat podrt in večkrat ponovno sezidan in tisto, oziroma popravljen, spremenjen, tisto, kar danes vidimo in kar bomo mogoče tudi lahko vstopili in boste videli, je rekonstrukcija srednjeveškega stolpa, ki je nastala v 70-80 letih pod vodstvom arhitektke Nataše Stupar-Šumi z Zavoda za varstvo kulturne dediščine oziroma tedanjega spomeniškega zavoda, ki je sploh ogromno prispevala, da se je velikanski del, tudi primorske dediščine, sploh ohranil do danes, med drugim tudi ta grad, v katerem stojimo danes. Zdaj, kaj pa je bilo začetek, oziroma kako smo sploh prišli do vsebin obeh teh dveh točk? Kot prvo, sem si, kot rečeno, zamislila sploh, kako se bomo kot obiskovalci, uporabniki ali pa ponudniki v Štanjelu sploh lahko premikali. Tako je nastala pot, trasa, ki smo z delovnim imenom takrat Štanjel skozi čas, zdaj se imenuje malček drugače, skozi Štanjel, skozi čas.
Gre za vsebino vodenega ogleda. Nadaljujemo kar tukaj. Ali imaš posebej, bomo potem kasneje OAR? Zunaj bomo AR, ne? Dobro. Glavno, samo napovem. Glavno, že takrat sem razmišljala, kako bi bilo fajn, da namesto tabel po Štanjelu običajno interpretiramo neke zanimive točke s tablami. Table so iz več razlogov vedno bolj nezaželjene. Eno je to, da pač table zastarijo, zahtevajo vzdrževanje, poleg tega vizualno obremenjujejo prostor. In seveda na drugi strani se nam ponujajo digitalne možnosti in digitalni pripomočki, ki so zlasti pri naši generaciji dosti bolj priljubljeni oziroma so tudi v resnici bolj zanimivi in ponujajo mnogo več možnosti. In tako sem že takrat čisto na začetku se mi je porodil, bom rekla, figura dečka iz pradavnine, ki ga boste spoznali malo kasneje v virtualni različici. In ta deček vodi po Štanjelu. Pokazal vam bo ene take sicer skrite kotičke Štanjela oziroma skrite elemente Štanjela, mimo katerih ste sicer mogoče že večkrat šli in jih sploh niste opazili ali pa niste vedeli, kaj je njihov pomen. Predvsem njegova temeljna vloga pa je to, da pove oziroma na nek način vam pomaga dojeti, da vsaka dediščina, tudi štanjelska dediščina, ima za sabo mnoge zgodbe, ni nastala ne danes, ne včeraj, nastajala je mnoga stoletja, tisočletja in zato temu rečemo dediščina. To je enako kot nekaj, kar podeduješ od svojih prednikov. Zdaj ne bom govorila o avtu ali hiši, ampak na nek način je to podobno. Skratka, dediščina je vrednost, premoženje. Kaj pa iz tega premoženja naredimo, je seveda odvisno predvsem od nas. Lahko jo zapravimo, lahko sploh ne prepoznamo njene vrednosti, lahko iz nekaj naredimo in jaz že dolgo govorim, da je za taka območja, kot je Kras, dediščina v bistvu ena temeljnih surovin za gospodarski razvoj. In s tem projektom je bila ta surovina nekako prazgodovinska surovina odkopana, do neke mere obdelana, zdaj pa je na ostalih, da bojo od tega naredili tudi prihodek oziroma si ustvarili boljše življenje. Tako da hvala lepa, se pravičujem za malo daljše. Se pravičujem, ker sem pač dve moderatorka na sitne, ampak ne bo zmanjkalo časa, tako da za naslednje točke smo se kar zmeli, da ne bomo imeli pač kakšne posebne predstavitve, bi vam lahko pokazali, kako je začel nastajati digitalni turistični vodič, ampak še bo časa, še bo priložnosti, mi ga še nismo odprli in ga tudi najbrž ne bomo še do konca meseca, ker je v bistvu izpopolnjevanju, torej za ene partnerje že precej dodelan, za druge manj. Mi smo pravzaprav tukaj na Mihovih naredili uslugo, mi smo iz tiskane oblike šli v digitalno obliko in bomo pripravili res sodobni digitalni vodič, kjer bodo imeli vsako od teh 4 točk svoj 3D vhod v to deželo Kaštelirjev in jo bo lahko pravzaprav vsak nadgrajeval. Počasi pa bomo začeli odpirati tudi drugim gradiščem, tako da se bodo lahko sama po nekem dogovorjenem protokolu, tako tudi poveljna in tako da se bomo dejansko izverjame tudi preko digitalnega vodiča začeli povezovati. Kot sem obljubila, da o tistih vsebinah, ki bodo partnerji povedali več na tiskovni konferenci, ne bom res dolga, samo 2 besedi. Mislim, da je res, bom rekla, bil sprejet z odprtimi rokami in velikim navdušenjem, še posebej za tiste, ki rastline imajo radi, torej botanični vodič o uporabnih rastlinah od Krasa do Kvarnerja, tudi v digitalni obliki, tako da, kot pravim, potem dr. Kaligarič bo na tiskovni konferenci povedal več, je javno dostopen. Eden od pomembnih produktov je bila tudi pravljica Sveti meč pravice, ste jo gotovo že spoznali, v tem dneh se tudi bere na različnih festivalih naših, tudi fotografije bojo imele razstavo, prav tako tudi v Štanjelu po druge, je pa bila pravzaprav vir za številne druge produkte v turizmu, ne vem, bom rekla, uprizoritve in pa tudi, bom rekla, kako je Nataša povedala, pač Aviko je, torej nekako izhaja iz te pravljice. Tukaj bom preskočila, ker na koncu bomo pač predstavili bomo zaključili z kratkim enominutnim filmčkom, ki je nastal kot promocija pravzaprav tega enodnevnega paketa, o katerem je že Nataša povedala in bo takrat pravzaprav samo kratek povod dala k temu filmčku in k temu vodenju skozi čas.
v katerem smo pač tega Avika nekako, bom rekla, dali v spremstvo Živemu Vodiču, v tem primeru danes Nataši, in vas bo popeljal torej po štadionu. Veliko je bilo na festivalih, bom rekla, že narejenega, ti zadnji festivali so dobri in dejansko res so, bom rekla, tudi z vidika tega, da smo pokrili tako nakit, kar je bilo prej povedano, kot keramiko, o kateri bom še dve besedi rekla, gastronomijo, doživetja, igro, glasbo, skratka, vse, kar je bilo mogoče. No in verjamem, da boste tudi v prihodnjih dneh uživali tako z nami, kot ste prejšnji vikend v Lanišču in pa torej ta vikend tudi v Izoli oziroma Kortah in v Moščoviški Dragi. Tudi kar se tiče glasbe, bo prizorjene neke, bom rekla, prve take rezultati naših povezav, kako se pravzaprav kakšna je bila glasba in to bomo tudi prizorjeli na naših festivalih. No in proti koncu, pravzaprav, bom rekla, pride na nek način najslajše, najboljše, zato ker bomo poskusili. Torej, nekako smo si že na začetku zamislili, da pripravimo en turistični produkt od arheološke najdbe do gastronomskega užitka. In dejansko smo pravzaprav, če tukaj pogledamo scenarij filmčka, ki ga bomo danes prvič primerno videli, prosto ga ni še uvedena za mene, je posnet nekako dobro, ni seveda kopanje, kjer arheologi ne najdejo delčke, ampak je pa tako, da se pravzaprav te manjkajoče, da se delčke, ki jih arheologi ne najde, tako smo pravzaprav tudi mi delali. Smo jih sestavljali skupaj z keramičarjem in konzervatorji in lončarji in dejansko je nastala prazgodovinska posoda. Tukaj smo jo pred vami, bom rekla, tudi razstavili. V prvi fazi je bilo pravzaprav tako, da so arheologinje, celo skupino smo imeli 7 arheologin, ki so tudi sodelovali, izbrali več posod, katera bi bila primerna. Potem pa so pravzaprav naši gostinci, tukaj društvo Prazna še enkrat izrekam iskreno zahvalo, da se res aktivno vključila, da so nam pomagali izbrati posodo, ki je za gostinca pravzaprav primerna za to prazgodovinsko jed, o kateri govorimo. Izkoristili smo priložnost in danes boste na vrhu Kobilskega stolpa videli tudi prazgodovinsko peč, ki je nastala, bo služila tudi turističnim produktom. In na koncu smo pravzaprav prišli do tega, da smo nekako to posodo spravili tudi v ene vrste spominek. In ta spominek je pravzaprav tako so nastajale te posode, vam smo fotografije. Izdelala je posode seveda ročno gospa Alenka Borolič, to je naša keramičarka, ki je ves čas projekta spremljala. In to je zdaj ta naš končni produkt, ta še ni premazan z premazom, ki je primeren za hrano, torej tako kot smo se seveda s gostinci dogovorili. Je pa, kot pravim, nastal, torej naš projekt pa imel eno posebno socialno humanitarno noto, ki jo tudi vsem polagam, te dneve sem že večkrat, ki jo vsem polagam na dušo. Torej, v sodelovanju z domom na Krasu, socialno-varstvenim zavodom, je po vzorcu te sklede, ki smo mi, prazgodovinski, ki smo mi pripravili, je nastala skledica, ki jo danes že pridno delajo v domu na Krasu in jaz jim dajem besedo, kajti bom rekla, mi smo jim omogočili izobraževanje, mi smo jim omogočili usposabljanje s keramičarko in lahko rečem, da prva skledica, jaz sem jih videla od vsega začetka, je bila res tako najbolj delovna, da pa danes nastajajo čudovite skledice, s katerimi sem prepričana, da bo sem prepričana, da si bo tudi zavod naredil, bom rekla, neko novo priložnost, novo možnost in naše sodelovanje je bilo tukaj res vedno znova ganljivo, dovolite mi, da rečem tako. Gospa Barbara. Pozdravljeni, moje ime je Barbara in tudi gospojemo. Prihajava iz Doma na Krasu iz Dutovelj. Dom na Krasu je posebni socialno-varstveni zavod, v katerem živi danes več kot 170 ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju in intelektualne težave. V tem trenutku živi 52 ljudi že v skupnosti in sicer v Sežani, v Dutovljah in v Postojni. Življenje v instituciji je težko in mi smo zdaj že eno leto v procesu deinstitucionalizacije, za kar smo pridobili tudi evropska sredstva in sicer iz socialnih skladov in želimo naše stanovalce v 3 letih preseliti v skupnost, v urbana okolja, živeli življenje, ki bo čim bolj tako, kakor ga vsi mi poznamo. Želimo, da se jim življenje normalizira
in da lahko polno zaživijo. Zato bomo vzpostavili mrežo skupnostnih služb in jim omogočili eno normalizacijo. Sredstev naši stanovalci nimajo. Večkrat nimajo niti za kavo, zato smo bili izredno veseli povabila, da v projektu Kašteljer sodelujemo in izdelujemo te praskotovinske skledice. Skledica nastane v celoti v naših delavnicah, izdelujejo jih stanovalci sami in ogromno jim pomeni, da bodo oni za to tudi sredstva dobili. Mi bomo denar od prodanih skledic namenili za materialne stroške, vse ostalo pa bodo dobili stanovalci sami. Odločili smo se, da imamo 3 variante teh skledic, ene so prazne, v druge smo položili sivko, ki jo sami tudi pridelujemo, jo žanjemo, jo sušimo. V tretje skledice pa smo vlili vosek, ki je narejen iz recikliranega olja in naredili svečke, ki so ekološko prijazne in razgradljive. Zdaj bi pa jaz predala besedo naši Emi. Pozdravljeni. Prazgodovinskim skledicam, spominkom smo življenje vdahnili stanovalci doma na Krasu, ki smo gnetenje in oblikovanje gline vanjo vtkali svojo neizbrisno sled. Tako kot so to počeli naši predniki, ki so na našem ozemlju živeli tudi v času bronaste in železne dobe, na skledice smo nanesli kraško zemljo, ščepec domače grude iz tukajšnjih gradišč, kaštelirjev, kar je največ, kar lahko odnesete iz naših krajev s seboj po svetu. Naj vam vedno znova spomini na radodarnost narave, pomen zemlje in vode ter dragocenost lončarskega znanja skozi zgodovino. Hvala, ker ste prepoznali naše napore in to bogato, a spregledano dediščino opazimo, varujemo, ponovno oživimo, cenimo in ohranimo za bodoče rodove. Je del vsakega izmed nas, dela človeštva. Zunaj pa si lahko naše skledice tudi ogledate in jih seveda tudi kupite. Hvala. Eno pa vam je podaril projekt Kašteljer, ki je pač imel to socialno-humanitarno noto in smo si lahko to privoščili. In seveda, predvsem zato, da je ta skledica njihova spodbuda, da poizkusite po vseh vaših centrih, po turističnih poticih, po nastojnicah in povsod drugje res tem stanovalcem omogočiti, da pridejo, ker tako pridno delajo in tudi te izdelke dejansko prodajo kot suvenir, ki je narejen na koncu koncev avtentično po podobici te naše skledice, ki se je rodila v projektu. Hvala. No, se bom sprehodila samo še do konca, torej, kot sem povedala, danes boste videli na vrtu Vrtovskega stolpa torej tudi peč. Okusili bomo, kot smo rekli, tudi prazgodovinsko hrano, torej v bistvu to jed. Tukaj je res, še enkrat bom rekla, zahvala društvu Planta, ki je pravzaprav to jed razvila. Tudi ta jed je tak, bom rekla, skupni produkt, vse, o čemer danes govorimo, še enkrat povem, da je malo več okovno, ker je to tudi zaključni dan kovna, ampak da dejansko poskušamo pač vse prikazati tako, da se razume, da je to nastalo tudi v vseh 4 centrih in vsak ima svoj specifik, ampak zelo podobno. Ta jed je zagotovo takšna, da bo seveda pripravljena je tako, da bo seveda, bom rekla, možno jo postreči torej na celotnem območju, od Krasa do Kvarnerja, s tem, da se bo pač izbralo sestavine, predvsem pri stročnicah to velja, ki so bolj uveljavljene oziroma ki pač na nekem določenem območju jih je več oziroma so bolj v uporabi. Tako je izgledala naša postrežba, te skledice. Ko smo snemali film s Hrvati, tudi to ne omenim, ta bo približno do konca meseca tudi zaključen, dokumentarni film, polurni in takrat bomo tudi izvedeli več o celotnem dogajanju.
No, kar se tiče drugih turističnih produktov, naša kolegica, ki jih je pravzaprav pripravljala, se je danes opravičila. Zato bom samo v njenem imenu povedala, da se je pravzaprav zgodil ta paket, turističen paket, enodnevni. Enakega se zdaj pripravlja za Forte, za Raškor in pa za Moščeniško Drago. V kratkem bo primopredaja na podoben način, torej enodnevni obisk, v katerem obiskovalec pride, pogleda značilnosti tega kraja in na koncu se seveda okrepča, bom rekla, poje, torej prazgodinsko jed in seveda kupi suvenir, tako tistega avtentičnega, bom rekla, ki ga je izdelala keramičarka, kot tega, ki smo ga ponujali tudi, ki ga že ponujemo preko kot izdelek socialno-varstvenega centra. Tudi lahko rečem, da tudi ti izdelki bodo sedaj nekako preneseni v centre v Istri in na Kvarnerju, tako da se bo podobna zgodba lahko zgodila še v drugih centrih. Drugi produkt, ki je bil pravzaprav to vse, kar smo danes videli, da smo poskušali spraviti v doživetje. Torej, to seveda pomeni, da smo poskušali tudi otipati, torej, da obiskovalec, ki pride k nam, da smo mu ponudili tudi nekaj, bom rekla, drugih dogodivščin, torej elementov doživetja, gmajno, skratka, delavnico keramično in podobne stvari, tako da tudi to doživetje bo v naslednjih dneh, bom rekla, še bolj promovirano in tudi prenešeno na turistične organizacije, ki skrbijo na tem območju za razvoj turizma. No in zaključujemo z vodiči, z vodniki, imamo toliko vodičev in vodnikov, da se mi zameša. In dajem besedo še Bogdanu, mislim, da so oni tisti, ki poleg turističnih centrov bodo prenašali pravzaprav vse to, kar smo pripravili naprej in naj kar sam pove. Hvala za besedo. Turistični vodniki smo dostikrat spregledan del turističnega dogajanja, smo pa neredko ključni. Smo vezni člen med ponudbo in povpraševanjem, med lokalno realnostjo, naravo in kulturo in gosti, turisti. Skoraj na začetku projekta sem udeležen klica iz vodstva projekta s vprašanjem, če smo zainteresirani sodelovati pri tem projektu. Kar nas je presenetilo, kajti prevladujoča praksa je, da turistične vodnike se na koncu projekta seznani z pridobitvami projekta in po zaključku projekta moramo vodniki za nazaj rekonstruirati, kaj se je zgodilo in to prenesti v našo prakso. Tokrat smo skupaj rasli, živeli in dobili trodnevno usposabljanje, v katerega smo izobrazili 25 vodnikov, 22 iz območja Krasa in Brkina in 3 iz območja Slovenske Istre, ker smo zelo veseli. Kaj smo vedeli prej o obdobju kašteljske kulture in gradišč? Tako rekoč isto kot vi na začetku. Nič. Kup kamenja. To, kar smo zvedeli iz šole. Nič. Poznavanje zgodovine je isto, kot da bi vrgel Trsko v vodnjak sredi noči. Od zgoraj je še nekaj razsvetljeno in dlje kot pada Trska vidiš manj in manj. In obdobje pred letom nič, kot se je začela naša civilizacija, vse do takrat, do začetka projekta smo tako tudi mi razmišljali, smo vedeli zelo malo. Sedaj smo razširili naše poznavanje vsaj za 2000 plus 1500 let nazaj, ne 3500 let. 150 generacij se je od takrat zvrstilo v tem prostoru. S tako imenovanim prihodom Slovanov ta prostor se ni začela naša zgodovina, mi smo se povezali s tukajšnjimi predhodniki in tudi to je naša zgodovina. Že prej je Astrid omenila, da je samo njo presenetilo, kaj vse so že takrat naši predniki tukaj imeli. Ženske so nosile uhane, verižice, zapestnice. Moški so nosili en kup orodja in orožja, katera vsi poznamo. Neredko v zadnjem času se obuja tudi prevladujoča kultura povratek naravi skozi uživanje divjih rastlin, divjink. Sestavni del tega projekta je bil tudi, da se je to znanje povezalo in izdalo v zgoščeni obliki, v obliki knjige. Malo je znano, da vsaj 500 rastlin od 3000 višjih rastlin, katere imamo dan danes v Sloveniji, je v taki ali drugačni obliki užitno.
Verjetno so naši predniki poznali še več kot 500 užitnih rastlin, katere so tako rekoč vsakodnevno uporabljali. A ste vedeli, da so naši predniki uporabljali že pred monetarno denarno menjavo? Imeli so koščke kovine, bakra, brona največkrat, inkoti imenovani, in to je bil za njih denar. Za mene je bilo to presenečenje. Naši predniki 3500 nazaj so imeli nekaj že v vrednosti denarja, v obliki denarja, inkote. Skratka, takih zanimivosti smo sedaj dobili nebroj in veseli nas, da smo že prvo novo znanje z vami podelili. 4 vodenja smo že imeli, nekatera se bo zgodila tudi sedaj, in tudi Nataša je naša vodnica, in kupi bomo še z vami delili v prihodnih letih. Veseli pa me izrecno v vlogi predsednika Društva turističnih hodnikov Kras in Barkinov, da smo se povezali tesneje z našimi kolegi v slovenski in v hrvaški Istri. Tako da se nadejam, da bo to sodelovanje postala praksa, ne pa občasno druženje. Še enkrat hvala za povabilo, za vse znanje, ko smo ga dobili, in jaz se veselim na projekta Kašteljer številka 2. Seveda pa povem, da je enako bilo izobraževanje izvedeno še za hrvaški del, tudi zelo uspešno. No in zaključujemo z našim konzorcijem, torej tega bomo danes podpisali. Pismo namere je bilo na začetku projekta, kot sem rekla. Kot sem rekla, je pravzaprav zelo nekako normalno nadaljevanje z našim podpisom listine in verjamem, da bo to tudi pomenilo, kot sem že omenila, da se bo zadeva tudi tako, bom rekla, uspešno, saj lahko rečemo, sve nadaljevana. S tem bomo seveda prispevali k ohranjanju te dediščine, prispevali k zavedanju, da ima vsakdo pravico to dediščino uporabljati, in hkrati seveda, ali pa še bolj, da je vsakdo odgovoren za njeno spoštovanje in da jo je dolžan ohranjati seveda v skladu z predpisi. Prav tako smo prispevali k spoznanju, da se jo da oživeti, da se jo da promovirati, prezentirati, in da takrat, kadar pravzaprav se prebivalci, vodniki in drugi deležniki zavedajo njenega pomena, da se pravzaprav zaveda vsak izmed nas in se to zavedanje pravzaprav širi. No, dejansko se premalo zavedamo, in bom s to mislijo zaključila, da je skrb za dediščino pravzaprav skrb vsakogar izmed nas, in da na nek način s takšnimi projekti lahko imamo možnost in priložnost, da položimo na dušo to misel, torej vsakemu, in da vas pozovemo, da ste del, bom rekla, tega sistema in da seveda po svojih močeh prispevate tudi vi. No, kot sem obljubila, zaključili bomo z filmčkom kratkim, potem pa predlagamo domor do mogoče 5-6 minut, samo da postavimo stvari za tiskovno konferenco. Partnerji bodo sedaj dobili besedo na tiskovni konferenci in bodo tudi lahko kratko predstavili še vsak zase, kaj pravzaprav jim je ta projekt pomenil, kakšni so bile dodane vrednosti, kakšni so bili učinki in dosežki. Tako da vabljeni, medtem pa Nataša samo, bom rekla, tako kot smo obljubili, v bistvu s tem arejem, mogoče uvod v filmček in uvod tudi v tvoje vodenje. Kot je bilo že prej povedano, je pač bilo temeljna hrbtenica vsega, kar je bilo v Španiji narejeno, je bilo ta nov program vodenja, ki bo na voljo tako z vodniki, se pravi z prisotnostjo človeka in z to interakcijo od človeka do človeka, kot tudi individualno, samo z uporabo digitalnega pripomočka. Gre za aplikacijo, ki si jo vsak obiskovalec lahko naloži na svoj telefon. Po štanjelu so že in bojo potem v nadaljevanju še tudi postavljene še izboljšanje take označevalne točke z kodicami. Ko se boš pojavil, oziroma ko bo obiskovalec prišel do točke, si to kodo poskeniral, se mu bo pojavil virtualni deček Aviko,
in bo pokazal na take infotočkice oziroma na informacije, ki se skrivajo točno pod tisto lokacijo oziroma ki so vezane na konkretno tisto lokacijo. Zdaj to, kar vidite, to so ene stare prezentacije. Aviko je še v pisarni, namreč tako ga boš videl, on se pokaže, virtualni lik, ki se giblje, se pokaže na ozadju, kjer se nahajaš. To je bil pač fotografiran v pisarni. In kaj se ti odpira na teh točkah? Odpirajo se ti podobe in kratko besedilo, ki je vezano na tisto konkretno lokacijo. Zdaj samo kot zanimivost, recimo tam levo je prikaz prazgodovinske hiše, verjetno si jo tako niste predstavljali, vsaj ne na Krasu, nihče si je ni. Te hiše niso bile kamnite, niso imele položnih streh, ampak so bile drugačne. Tako da bomo videli mogoče v nadaljevanju še malo več. To je seveda še vse in zaključimo ta del predstavitve s tem in kot pravim, nadaljujemo z svojo konferenco, ki bodo imeli besedo spati. Hvala.